Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Nedelja pa je znova dan za nogomet. Na stadionu v športnem parku v Šiški na Žaku se bosta udarila novinca. 24 golov je prispeval ta nogometaš, no zdaj pa še enkrat izvedba kota in ali bo to 1-0. Tole srečanje iz drugega zornega kota, da bi imeli v kadru zadaj tudi tribuno. No zdaj pa lepa poteza, Ibrahim Mensah še vedno pregra, Mensah je prišel, vratnica rešuje zdaj, prečka in vratnica rešuje ta krasno akcijo. Ob izteku tega prvega polčasa in pa na to še celoten drugi polčas kopa. Zdaj pa skoraj da napaka tam, Rener iz vrat in mimo gola. Ibrahim Arafat Mensah, pa Agboje na drugi strani, tudi on s predložkom v kazenski prostor, tam je bil robustni Zec. Strel proti vratom in obramba Renerja nad Mihajlovićem in takoj proti napad, lepa podaja Kirma in to bo zagotovo karton. Kakšne barve bo karton? Rdeči karton. Sikimić, uteka tam tudi Stevanović, na drugi strani popolnoma sam Milošev, ali bo prejel žogo, zdaj je prišel do žoge Milošev, strel proti vratom, odbita žoga do Sikimića in ni gola. V prvenstvu se nabirajo točke in te na koncu seveda privedejo do konca. No zdaj pa priložnost na drugi strani, ali bo tukaj le prišlo do prvega gola, ne. No, na to pa na drugi strani zdaj že Mihajlović v akciji. Mihajlović! 0-0 za nami je 60. minuta tekme tretjega kroga prve lige Telekom Slovenije in ne pozabimo danes poslastica na Planetu ob 20. v živo iz Ljudskega vrta. Zdaj pa akcija in kakšen gol! Omenil sem derbi v Mariboru in spektakel pa je spektakularno tole izvedel tudi Bravo na svoji zelenici in domači so le prišli do prvega gola. Ibrahim Arafat Mensah pa je bil strelec. Poglejmo, lepa akcija in lep predložek je to bil. Ihbejše, asistent, podajalec, lep predložek Jake Ihbejšeja in na glavo je šel Ibrahim Arafat Mensah. Znova gosti v napadu, lep strel, dobro tam brani vratar Gril. Ja, lepo je podal Jaka Ihbejše za gol Arafata. Zdaj pa sjajna obramba na drugi strani Renerja. Zdaj pa seveda je Grabica ukazal pritisk na polno v teh zadnjih 6-7 minutah rednega dela. Bongogui in brani Gril. Zgodovinska zmaga za naš klub. Čestitev bi vsem igralcem, ki so v bistvu si to zmago zaslužili, ker smo bili skozi celotno srečanje boljši nasprotnik. Se pravi, smo bili energetsko boljši, hitrejši, več priložnosti smo si ustvarjali. Tako da res bi bilo žalostno, če bi take tekme ne bi znali pripeljati do konca. Kljub temu, da smo si naredili veliko težav, ko smo imeli igralca več in so bili nasprotniki zelo nevarni iz kontre. Mi smo pa v bistvu ti dve situaciji ali pa tri smo jim sami dali in to, če bomo hoteli na dolgi rok osvajati točke, bomo morali take momente znati začutiti. Ampak ok, ne glede na to, zgodovinska zmaga za nas, zdaj bo lažje trenirati, zdaj se je odprl in zdaj gremo novim zmagam naproti. Ne vem kaj, prvi polčas katastrofalno. Moram reči, da že dolgo nisem bil prisoten na tekmi, mislim, ekipi svoji, v katerem bi prvi polčas igrali tako anemično, tako po pozitivnem rezultatu s Celjem. Ne vem, kaj smo v bistvu mislili, da mi lahko zbiramo tekmo, da bi, ne bi. Prvi polčas res katastrofalen. Tako da ne vem, kaj je bilo, niti smo bili blizu, niti smo poskušali igrati karkoli, mislim, da je imel nasprotnik v prvem polčasu, ne vem, 10 kornerjev. Tako da
Drugi polčas normalno, ne, smo mogli nekaj spremeniti, malo bliže, malo hitreje, tudi celo z igralcem manj prišli do nekih priložnosti, ampak v kompletu, ne vem, preslabi danes za kaj več in v bistvu čestitke nasprotniku, nismo si zaslužili, niti točke.